infekcijski oddelek dobil nekaj lepotnih popravkov. Kronološko-dokumentarni pregled slovenskih protestov. Knjižni prvenec dijaka Vita Lovrenčiča. Dober dan. Slovenski košarkarji so včeraj v Celju znova izgubili. Po porazu s Hrvaško je slovensko ekipo premagala še Poljska. Danes imajo reprezentance prost dan. Najboljših 12 ekip se seli v Ljubljano, kjer se bodo začele tekme za preboj v izločilne boje. Jutri se bodo pomerile ekipe skupine E, Francija, Srbija, Litva, Ukrajina, Latvija in Belgija. Četrtek je rezerviran za skupino F, v kateri so ob Sloveniji še Italija, Španija, Finska, Hrvaška in Grčija. Na Evropskem prvenstvu v košarki so zaključili s prvim delom, tako da so se po 3 najboljše reprezentance v Celju, Kopru in na Jesenicah preselile v Ljubljano, kjer bodo jutri v Stožicah pričeli z drugim delom tega tekmovanja. V Ljubljano se je prestavila tudi naša reprezentanca, ki je včeraj izgubila proti Poljski, a si tega nihče v njej ni vzel preveč k srcu, saj je bil prvi zadani cilj napredovanja v drugi del dosežen. Normalno je da igrači uzmu jedan, da tako kažem, break. Dugo smo tu, ista je rutina, misle već na Ljubljanu da smo se kvalifikovali. Normalno je da ne igraju, da igraju mekše danas i naišli su na jednu ekipu koja ovako da igrala sve bi dobili. Španija in Francija, glavni kandidatki za prvo mesto, sta izgubili po eno tekmo na začetku tekmovanja. Zatem sta začeli mleti nasprotnike. Slovenska zgodba je drugačna. Po izjemni predstavi proti Španiji je sledil padec, ki se je končal s porazoma proti Hrvaški in Poljski. Ali je bil zato vzrok pomanjkanje motiva, saj si je Slovenija že pred zadnjima tekmama zagotovila napredovanje, bo pokazala četrtkova tekma proti Italiji. Je pa dejstvo, da je proti Poljakom zadovoljil le Domen Lorbek. Ostala enesterica je ostala dolžna. Jaz mislim, da volja je bila, ampak enostavno ni šlo. Tudi jaz mislim, da če bi se šlo za kaj drugega, da bi boljš odigrali, ampak ni pomembno. Jaz mislim, težave smo imeli na začetku takoj, preveč zgubljenih žog. Tudi mislim, da smo imeli samo eno asistenco, se v prvi polčas kako. In ni bilo lahkih košov, to ni naša igra. Moramo se vrniti k obrambi, zdaj se moramo zmeniti, moramo stopati nazaj skupaj kot ekipa in držati skupaj, ko nam ne gre, ne takrat, ko nam gre. Jutri bodo v Stožicah na programu tekme v neslovenski E skupini. Igrale bodo Latvija in Ukrajina, Belgija in Srbija ter Litva in Francija. Sojenje 10 protestnikom, ki jim tožilstvo očita, da v nemirih 3. decembra lani med 3. mariborsko vstajo niso upoštevali ukazov policistov, ob tem naj bi jih tudi obmetavali z nevarnimi predmeti, je danes po 9 mesecih le dobilo sodni epilog. Enega od protestnikov je tožilstvo na podlagi dokazov iz gostinskega lokala, kjer se je nahajal v kritičnem času, oprostilo. Ob izreku sodbe pa je sodišče oprostilo še 2 obtožena. Ostalim 7 je sodišče dosodilo 7 mesecev zaporne kazni. Tako obsojeni kot obramba so nad izrekom sodbe razočarani in so že napovedali pritožbe. Definitivno smo pričakovali oprostilno sodbo, glede na to, da menim, da ni bil izveden niti en verodostojen dokaz, ki bi mojo stranko sploh lahko obremenil. Prav tako menim, kot ste že omenili, da je postopek trajal 9 mesecev, da že iz tega izhaja, da je obtožba bila povsem neutemeljena. Ne vejo, kdo me je aretiral, ne vejo, kdo me je videl. Da se lažemo, ki smo bili aretirani, so me kar 300 metrov beg prestavili. Kaj boste znali? Kaj to zdaj pomeni za nas? Ja, za mene, jaz sem že bil tak povedal že tolikokrat, da nekaznovanost mi je bistvenega pomena, ne? Ker imamo omeniti vojsko, je pač pritožba. Pa videli, vse nekaj mora biti zdravi razum tudi v Sloveniji, ne? Večkrat smo poročali, da oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja mariborskega UKC-ja že več let deluje v neprimernih in zastarelih prostorih. Vodstvo bolnišnice je videlo rešitev v selitvi v izpraznjene prostore očesnega oddelka, a infektologi vztrajajo pri novogradnji. Ker zanjo ni denarja, so v sredini julija dočakali vsaj začetek manjše prenove oddelka. V tem času so delali v drugih prostorih, a po vrnitvi ugotavljajo, da se razmere niso veliko izboljšale. Prenovljene sanitarije, prebeljeni prostori, menjava vodovodnih cevi in v nekaterih bolniških sobah končno širša vrata. Delno smo zadovoljni, nam pove predstojnica, a kot rečeno gre bolj za kozmetične popravke. V teh sobah prej nismo mogli v te sobe s posteljo oziroma bolnika, če je bilo nujno s posteljo peljati iz sobe. Pridobili smo eno bolniško sobo.
Drugo pa zaenkrat ni bilo narejeno. Vsekakor nas pa še bremeni ta ozki hodnik, pa nekaj ozkih vrat, da te težave pa ostajajo še naprej. Na drugi strani vidimo še vedno zaprto gradbišče, ki ob koncu leta obeta dodatne ambulantne prostore, enodnevno bolnišnico, seminarsko sobo in še nekaj sanitarij. Sanitarije za invalide, sanitarije za obiskovalce, tega zaenkrat sploh nimamo. Pa smo recimo oddelek, kjer zdravimo kužne bolnike, imamo stara okna, pri katerih piha. Nekatere okna se sploh ne da zapreti, osebje in bolniki si zato pomagajo z rjuhami in brisačami, ki jih natlačijo v okenske reže. Piha, dežvalo je včeraj not, tako da smo mogli nekaj podložiti. Jaz mislim, da si zaslužijo, da se ga kompletno res renovira, tako kot vsi pacienti, pa vsi zdravniki to zaslužijo. Sicer pa stavba žalostno podobo kaže tudi od zunaj. V to, da bo zdajšnja generacija zdravnikov dočakala nov oddelek, pa predstojnica ne verjame več. Vsako leto si na svetu približno 1 milijon ljudi vzame življenje. V Sloveniji vsakih 20 ur tragično izgubimo človeka. Lani je samomor storilo kar 443 ljudi. Ob letošnjem svetovnem dnevu preprečevanja samomora opozarjajo, da številni posamezniki, ki naredijo samomor, trpijo zaradi duševnih bolezni, vendar pomoči ne poiščejo. V Sloveniji zaradi samomora umre 2-krat več ljudi kot v prometnih nesrečah. Največ samomorov je na Celjskem, Koroškem in v Prekmurju. V letošnjem letu smo na območju policijske uprave Maribor obravnavali že 42 samomorov. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta je bilo teh samomorov 34. Samomor je težko razumljivo človeško dejanje, ki družbo spremlja skozi vso zgodovino. Čeprav gre za intimno, osebno in pogosto skrito dejanje posameznika, pa vedno vpliva na njegove bližnje. Je dobro, da se o različnih občutkih pogovarjamo. To je za družino izredno težek pa boleč dogodek. Najprej smo ob taki novici zelo šokirani. Pa pravzaprav ne moremo čisto dobro verjeti, da se je to res zgodilo. Pa iščemo, kakšne razloge je imel umrli, da se je odločil, da tako konča svoje življenje. Pogostost samomora pri nas narašča s starostjo. Zadnje 3 leta pa opažamo rahlo naraščanje števila samomorov. Še vedno je večina tistih, ki bremen življenja ne zmorejo, moških. Razlage so različne, ampak jaz verjamem tej, da so moški bolj agresivni. Ne samo do drugih, ampak kot lahko vidimo na Slovenskem, tudi do samega sebe. Na koncu koncev je samomor maksimalna agresija, maksimalno nasilno vedenje do samega sebe. V naši kulturi velja, da mora moški biti močen, sam reševati probleme, da vse zmore, da svoje stiske ne sme pokazati. V ozari Slovenije bodo drevi ob 21. uri na trgu Leona Štuklja v Mariboru postavili spominsko obeležje v poklon umrlim. Kmalu bo na voljo tudi brezplačna mobilna aplikacija za izboljšanje prepoznavanja samomorilne ogroženosti s kontaktnimi podatki o službah pomoči. Predstavniki gospodarstva, ki so pripravili dokument s predlogi ukrepov za gospodarsko rast, imenovan Kisik za gospodarstvo, so danes vlado znova pozvali k takojšnjemu ukrepanju. Od predstavitve dokumenta je minil že več kot mesec dni, vlada pa se s predstavniki gospodarstva ni niti sešla, niti odgovorila na predloge. Opozarjajo gospodarstveniki in dodajajo, da se naš skupni dolg od leta 2008 s 15 povečal na preko 40 milijard evrov. Davčni dolg pravnih in fizičnih oseb, ki so davčni upravi dolgovali več kot 5000 evrov in s plačilom zamujali več kot 90 dni, je na 25. avgust znašal 943 milijonov evrov, kar je 19 milijonov evrov več kot prejšnji mesec. Na seznamu je 4697 pravnih oseb, ki dolgujejo 583 milijonov evrov in 11753 fizičnih oseb, ki dolgujejo 359 milijonov evrov. 3 največji davčni dolžniki so podjetje Maxicom, ki dolguje nad 20 milijonov evrov, sledita mu podjetji HTC 2 in Vegrad, ki Dursu dolgujeta med 10 in 20 milijonov evrov. Informacijski pooblaščenec je v prvem tednu septembra sprejel večje število prijav zoper osnovne in srednje šole zaradi ponujanja plačljivih storitev e-obveščanja o prisotnosti otroka v šoli in njegovem uspehu. Pooblaščenec poudarja, da morajo šole z staršem vselej zagotavljati uresničevanje pravic do seznanitve s osebnimi podatki, ki se nanašajo na njihovega otroka. To praviloma zagotavljajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Šola lahko ponudi tudi drugačne načine obveščanja staršev,
Njim pa je prepuščeno, ali se bodo zanje odločili ali ne. Dober teden po odprtju zabaviščno-poučnega centra Vulkanija pri gradu na Goričkem, v katerem lahko obiskovalci doživijo nastanek zemlje in spoznajo delovanje njene notranjosti, tamkajšnji vulkan spet bruha ogenj. Potem, ko si je učiteljica geografije na 3. osnovni šoli v Murski Soboti ogledala zanimivost, pa je v njej prepoznala projektno nalogo svojih učencev iz leta 2007. Je grački župan Kalamar idejo o vulkani res ukradel osnovnošolcem ali pa je vse to zgolj domišljija mentorice, ki trdi, da je le preveč podobnosti z nalogo, za katero je pred 5 leti skupaj z učenci prejela tudi priznanje? Vse. Takoj, ko vstopiš noter, razlaga in prikaz različnih vulkanov, prikaz izbruhov velikih vulkanov, ki smo jih mi navedli. Zelo očitno je dvigalo. Pa potem 3D projekcija, tudi kuharija na ekranu se ji zdi sporna. Videla sem našo nalogo materializirano. Vse, kar je tam, sem našla tudi v naši nalogi. Župan Kalamar zdaj s papirji dokazuje, da ni ukradel ničesar. Idejo naj bi dobil ob obisku podobnega doživljajskega parka v Franciji, občina pa je projekt prijavila in začela izvajati že 3 leta pred izvedbo osnovnošolske naloge. O podobnosti pravi: za arhitekturo, za grafiko, za vsebine, za igralno mizo, za maskoto, za grafično podobo, za vse to imamo avtorje, ki so podpisani pod svojim delom. Ki so o tem pripravljeni tudi pričati. Kljub temu pa na šoli želijo zadevo predati pristojnim inštitucijam. Naj one pregledajo te stvari in naj same ugotovijo, ali so res te podobnosti identične ali pa ne. Grački vulkan torej spet bruha, malo drugače kot pred milijoni let, a bo tudi tokrat okrog njega še vroče. V Starošincih pri Ptuju so v nedeljo pripravili že 7. zahvalo polju. Na prireditvi, ki združuje občane, obujajo stare jesenske delavske običaje in navade. Ob glasbenih in folklornih nastopih so se pomerili tudi na tekmovanju v kuhanju krompirjevega golaža. Organizatorji so za občane pripravili številne aktivnosti. Med drugim so takole razstavili dobrote podeželja, značilne za jesenski čas. Otroci pa so na posebnih delavnicah spoznavali stare delavske običaje. Tukaj imate zdaj bodo trebljenje bluč, potem luščenje koruze, mislim, da še je bilo zbiranje boba, krompirja, pa fižol. Stojnice so vabile z različnimi mamljivimi izdelki okoliških prebivalcev. Imamo pirine kekse, piro tudi sami sejemo, potem jo damo luščiti in delamo potem izdelke. Potem imamo rogljičke z bučnimi semeni, potem imamo tukaj pirin kruh in potem imamo še zopet kruh s semeni. Največ obiskovalcev je pritegnilo tekmovanje o kuhanju bobovega oziroma krompirjevega golaža. Vsak od udeležencev je želel prepričati svojim najboljšim receptom. Prvo mora biti meso, pol pa čebula, korenček, krompir, pa še razne začimbe, tega pa ne bi predlagal, ker bi še drugi pust vedeli. Jaz upam, da bomo vsaj priznanje dobili, se ne pričakujemo ne vem kaj, če bo pa kakšno mesto, pa bomo zelo, zelo veseli. Tokrat je prireditev, ki vsako leto privabi do 600 obiskovalcev, potekala že 7. Letos je bilo malo suše, predelki so nekoliko manjši, ampak bomo poiskali tu se največje predelke, kar je seveda tudi moto te prireditve. Prireditev pa so še dodatno začinili tudi nastopi folklorni skupini ljudskih godcev. Skupaj so rajali vse do poznih večernih ur. Vitu Lavrenčiču, dijaku mariborske prve gimnazije, so se uresničile dolgoletne sanje. Že od rane mladosti je v njem tlela želja, da bi napisal knjigo. Najprej je pisal kratke zgodbe, pred 2 letoma, ko še ni dopolnil niti 15 let, pa je sedel za mizo odločen, da napiše zgodbo o deželi Titaniji. Navdih za fantazijsko deželo je takrat 15-letni dijak dobil pri urah latinščine. Bogato znanje iz mitologije uporabil pri pisanju napete zgodbe o bogovih in titanih. Tema je klasična vojna med dobrim in zlim. Namreč bogovi vržejo titane, njihove, torej stvaritelje, njihove očete in matere iz prestola. Ampak zgodba je seveda bila preveč pravlična, če titani se ne bi maščevali. Sošolcem, ki Vita opisujejo kot povsem vsakdanjega živahnega dijaka, še na misel ni prišlo, da v prostem času piše knjigo.
Najprej sploh nismo vedeli, da je Vito karkoli pripravlja, potem pa, ko se je prijavil najprej na Prešernov tečaj, se nas je seveda zanimalo, kakšna to knjiga je. Bil sem presenečen, vendar pa navdušen in poklon, da se je pri 17 letih sploh odločil izdati knjigo. Ja, vsi smo bili, mislim, da zelo ponosni, ne? Pri takih letih pa ponosni na Vito, tako je dijak klasičnega oddelka in da si je to snov, da je šolo vzel tako zares, da je bil sposoben iz tega napisati knjigo. Da bo sinova knjiga nekoč na policah knjigarn, so si želeli tudi Vitovi starši. Verjeti je težko, ne? To mislim, da še zdaj nismo prav dojeli. Ima pa tako željo pa motivacijo, da je bilo za pričakovati. No? Ja, mogoče je malo trpela šola, ampak ne toliko. No. V bistvu res sem se želel skoncentrirati, da bo to dobro delo, da bo to dobra knjiga, ki jo bodo brali tako mladi kot stari. A kot pravi, zgodba o Titani še ni končana. Steklene solze, kot je poimenoval prvi del knjige, dobijo še nadaljevanje v najmanj 2 delih. Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPK drevi odpira razstavo z naslovom Biti zraven, ki je predvsem kronološko dokumentarni pregled demonstracij, kot so jih videli slovenski fotoreporterji. 141 fotografij 38 slovenskih fotoreporterjev in fotoreporterk ponuja videnje vstaj po vsej državi kot kulturnega in družbenega gibanja. Fotografije so prispevali tudi 4 Večerovi fotoreporterji. Ja, moram reči, da smo kar veseli pa zadovoljni. V tistih dneh smo pač vsi vzeli aparate v roke pa leteli ven na ulico in delali vsak po svoje, vsak svojo ulico spremljali, tako da kar lepo gleda zdaj fotografije tukaj na razstavljene, pa kar spomini prijajo nazaj. Ne. Mislim, da je to kar neko priznanje, tudi da sem bil del tega dogodka, da se je nekaj premaknilo, spremenilo v Mariboru, tudi moče v Sloveniji. Mariborske vstaje v novembru in decembru so vodile do 2 februarskih protestov v Ljubljani, kar je po mnenju organizatorjev razstave pomemben zgodovinski mejnik v samostojni slovenski državi. V trenutni situaciji, kjer je celotna družba ograbljena strani politično-ekonomsko-finančnih elit, potrebno določiti neke nove konstelacije, skratka od recimo družbe z kulturnim razvojem do družbe, ki se razvija skozi določene javne in tudi socialne principe. Na razstavi, ki bo na ogledu 11. oktobra, bo mogoče videti tudi video z mariborskih protestov avtorice Ane Pečar. Ameriški predsednik Barack Obama je v ponedeljek v 6 televizijskih intervjujih prepričeval javnost in kongres v nujnost vojaške operacije proti Siriji, obenem pa priznal, da morda ne bo dobil kongresne zelene luči. Ruski predlog, da bi Sirija predala svoje kemično orožje pod mednarodni nadzor, pa je označil za zanimivega. Ameriški predsednik je še zagotovil, da bo ustavil napade na Sirijo, če bodo zaloge tega orožja zavarovane. Evropska komisija pa bo zaradi številnih beguncev Sirije z 58 milijoni evrov dodatno pomagala Libanonu. V državo se je namreč po podatkih Združenih narodov zateklo več kot 720 000 beguncev. Financirali bodo predvsem storitve za oskrbo in izobraževanje otrok, izboljšave osnovne infrastrukture, oskrbo z vodo, sanitarne storitve, upravljanje z odpadki ter ukrepe za podporo lokalnega gospodarstva in zaposlovanja. Na Mednarodnem kazenskem sodišču v Hagu se je začelo sojenje kenijskemu podpredsedniku Williamu Rutu zaradi zločinov proti človečnosti. Gre za največjega predstavnika kake države, ki se je znašel pred omenjenim sodiščem. Sojenje kenijskemu predsedniku Uhuru Kenjati pa se bo začelo 12. novembra. Strokovnjaki v amsterdamskem Van Gogovem muzeju pa so prepričani, da so našli novo sliko Vincenta Van Gogha. Menijo, da je oljno sliko na platnu Sončni zahod pri Montmarjorju iz poletja 1888 njegovo delo, saj so prepričani, da stil, tehnika, barve, platno in zapis v umetnikovem pismu iz dne 4. julija 1888 ne dopuščajo nobenega drugega zaključka. Slika, ki je bila sicer doslej v zasebni lasti, je bila shranjena na podstrešju zbiratelja iz Norveške, ki je bil prepričan, da je leta 1908 kupil ponaredek.
Nemška finančna prestolnica Frankfurt bo naslednje dni gostila enega največjih avtomobilskih salonov na svetu. V ospredju skoraj 70 predstavljenih novosti na letošnjem salonu so nekateri novi električni avtomobili velikih nemških proizvajalcev. Proizvajalci so današnji medijski dan izkoristili tudi za podatki in ocene o poslovanju. BMW je tako recimo avgusta ustvaril nov prodajni rekord, saj je prodal skoraj 140 tisoč vozil. To je za 15% več kot avgusta lani. Nocojšnje deževje se bo nadaljevalo tudi jutri, ko bodo nevihte večinoma le še ob morju, na zahodu pa močnejši nalivi. Na Štajerskem bodo vmes daljša suha obdobja. V četrtek bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi padavinami. V petek bo delno jasno, po nižinah bo zjutraj in del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe.